Moram reči, da sem osebno utrujen od komentiranja tega grozljivega medijskega nastopaštva ene od koalicijskih strank. Mi smo se v tem mandatu z Desusom ukvarjali več kot s katerikoli bolj pomembnim vprašanjem za to državo. Bistveno manj smo se ukvarjali z gospodarstvom, bistveno manj smo se ukvarjali z socialo, bistveno manj smo se ukvarjali z zniževanjem stroškov v javni upravi. Ukvarjali pa smo se z Desusom in s tem, ali bo ostalo v vladi ali ne bo ostalo v vladi. In če gospodje iz Desusa razmišljajo in mislijo resno, bi to lahko storili ne danes, ampak včeraj. Mislim na to, da bi izstopili iz vlade. Jaz upam, da je vendarle to začetek konca neke slabe cirkuške predstave in da je to začetek, ko bo vendarle tudi koalicija spoznala, da je najbolj racionalno za to državo in da je edina prava rešitev, da gremo na predčasne volitve, ki bi se naj zgodile po mojem oceni v jeseni. Vsa ostala razmišljanja o takšnih in drugačnih prehodnih zadevah, začasnih rešitvah, po moje oceni Slovenija ne potrebuje. Ne rabimo tehnične vlade, ne rabimo prehodne vlade, ne rabimo rekonstruirane vlade, potrebujemo novo, kredibilno vlado, enotno, ki bo imela podporo ljudi. In podporo ljudi, državljank in državljanov, dobiš na volitvah, tako ali drugače. In problem, ki ga imamo danes, je ta, da žal ta naša vlada v tem trenutku nima več nobene podpore in nima nobene kredibilnosti. Zato so pod vprašanjem vse ključne reforme za to državo in bojim se, če ne bo te odgovornega in racionalnega razmisleka o tem, kako naprej za to državo, da te reforme preprosto ne morejo biti sprejete. Ob tako nizki podpori in ob tako nizki kredibilnosti in ob vseh referendumih, ki se napovedujejo, po moji oceni, nobena resna reforma, žal govorim, ne more biti sprejeta. Smo pa v časih, ko ne moremo odlašati s tem, da bi sprejemali reforme. V Slovenski ljudski stranki smo zato takrat zelo tvegano podprli to pokojninsko reformo in jo bomo tudi zagovarjali na referendumu. Tako podobno bi ravnali tudi pri vseh ostalih reformah. To smo obljubili aprila 2009. Že sem nekajkrat povedal. Tako da, moje mnenje je, in še enkrat pozivam, da ne bom pozival vlade, da odstopi, ker smo to storili že ne vem kolikokrat. Da pa vendarle v situaciji, v kateri se je znašla, resnično, racionalno razmisli, ali je smiselno nadaljevati. Ob vedenju, da bomo v tem letu in pol dolgem času deležni mrtvega teka, prostega hoda, kakorkoli že hočete. Tega pa si Slovenija ne sme dovoliti. Potrebujemo, kot sem dejal, resno, kredibilno, enotno vlado z veliko podporo strani ljudi, ki bo sprejemala za to državo potrebne reforme na področju gospodarstva, na področju zniževanja stroškov v javni upravi, bom rekel, reforme javnega sektorja, reforme davčnega sistema, če hočemo razbremeniti gospodarstvo in tako naprej in tako dalje. In jaz verjamem, sem prepričan, kljub temu, da je situacija v tem trenutku mogoče brezizhodna, da tako kot nekateri govorijo, ni alternative. So alternative, so možnosti in volitve lahko dajo naslednji vladi kredibilnost, ki jo potrebuje za vodenje te države. Vse ostalo se mi zdi, da je izgubljanje časa. Čas je pa denar, mimogrede. Tako da, to je dejansko moje stališče. Odzval bi se pa tudi na mnoge, bom rekel, zelo namerne manipulacije, bom rekel, nevoščljive, izfalšije, kot se temu reče, o tem, kaj bo počela Slovenska ljudska stranka v prihodnjih dneh. Jaz sem vam, spoštovane novinarke in novinarji, nekajkrat dal besedo. In dal besedo državljankam in državljanom. Kakšna bodo ravnanja Slovenske ljudske stranke? Mi bomo ostali v opoziciji do konca tega mandata. In tako, kot sem obljubil aprila leta 2009,
Vkolikor bodo v prihodnje v obravnavi ključne reforme za to državo, bomo pri teh reformah konstruktivni. Kar pa ne pomeni bianko podporo in naprej napovedujem. Če bo zdravstvena reforma prišla v državno-zborsko proceduro, v oklepaju, jaz sicer mislim, da to ni mogoče in da ne bo prišla, ampak če bo prišla in bo za en cet obremenila slovensko gospodarstvo, bo Slovenska ljudska stranka proti takšni reformi. Proti takšni reformi, ki bo dodatno obremenila slovensko gospodarstvo. Hočem povedati, želimo biti konstruktivni, želimo pomagati, ne bomo pa vstopili v to vlado in ne dajemo bianko podpore za noben zakon. Če kdo misli, da je to morda rešitev za funkcioniranje manjšinske vlade, naprej povem, da to ni rešitev. In takšna rešitev za Slovenijo ni dobra. In ne more takšna rešitev trajati več kot leto dni. Ne more. Tako da, zdaj, odgovornost je seveda predvsem na predsedniku vlade. In na njem je trezna, racionalna in ne vem, kakšen še razmislek, kaj v prihodnje in kaj je dobro za to državo. In to mora biti tista ključna poanta te odločitve. Kaj je dobro za to državo? Vztrajati pri brezizhodni situaciji ali pa vendarle iti na volitve in postaviti vse na novo. Potem bomo pa seveda videli, kako se bodo ljudje odločili na volitvah. Jaz upam, da sem bil dovolj jasen in da me v prihodnje več ne boste spraševali, ali bomo šli v vlado ali ne. V koaliciji, predvsem v SD-ju pravijo, da predčasne volitve za njih niso opcija, da pač manjšinska vlada lahko funkcionira do konca mandata, da pač tle ne vidijo nobenih težav. Poleg tega, kaj pa me še zanima, rekli ste, da obstaja alternativa. Alternativa vedno obstaja, opozicija je vedno alternativa. V vsaki demokratični državi je alternativa, v vsakem trenutku. Opozicija je alternativa. Vedno. In jaz mislim, da odločitev v tem trenutku, v tem času, takšnem, kakršnem je, ob dejstvu, da je podpora vladi takšna, kakršna je, da je kredibilnost te vlade takšna, kakršna je, odločitev za vladanje za manjšinsko vlado neodgovorna. Neodgovorna do vseh nas, ki tukaj sedimo, in neodgovorna do državljank in državljanov. Mi moramo sprejemati odločitve, reforme. Pokojninska reforma bo najbrž padla. Celo tako bi rekel, najbolje bi bilo, da bi na sprejetje te reforme vezali svoj odstop, mislim vlada. Da bi rekli, odstopili bomo, če bo pokojninska reforma sprejeta. To bi bilo še najboljša rešitev, zato ker to pokojninsko reformo potrebujemo. Res. In ne samo to, še marsikatero drugo. Zdravstveno. Nič še nismo storili na reformi delovnopravne zakonodaje. Podjetja nam odhajajo iz Slovenije. Najbrž ne zaradi tega, ker nas ne marajo, ampak zaradi tega, ker je kje drugje boljše poslovno okolje. To so resni problemi. In s tem se, ne vem, ali jaz ne čutim tega, ampak s tem se preprosto nihče ne ukvarja. Odkar sem v državnem zboru, govorim na glas o razbremenitvi gospodarstva. Zelo na glas. Nekateri ministri pravijo, da to ni rešitev. Ja, kaj pa je potem druga rešitev, da bomo izboljšali poslovno okolje? Seveda ne gre razbremenitve brez radikalnega znižanja stroškov javne uprave, pa je to velik problem, pa se ne ve, kako se bo naredilo. Ampak v to je potrebno ugrizniti. Ampak vladne stranke očitno nimajo namena nič narediti. Se pravi, da bo tle, če si želite spremembe, bo morala tle nekaj narediti opozicija, ne? Ali pa ste vlado čakati do leta 2012? Denimo. Boste predlagali za obvezovanje zaupnice? Lahko tudi to predlagamo, ni noben problem. Mi bomo podprli, če že sprašujete to. Če bo vladna koalicija zbrala
toliko odgovornosti in prišla po zaupnico, mi bomo zagotovo, te zaupnice ne bomo podprli in bomo naredili vse, da bomo čim prej prišli do predčasnih volitev. To jaz govorim že nekaj časa, ampak pozivati vsaki drugi dan vlado naj odstopi se mi zdi tudi čisto brezvezno. Mi bomo podprli, naši poslanci bomo vsi podprli, ker se tudi to namiguje, češ da poslanci tako ali drugače kalkulirajo dobre plače, ne vem kaj, in bodo zaradi tega proti temu, da pride do predčasnih volitev. Ne, mi bomo v Slovenski ljudski stranki zato, da gremo v ta postopek in da do predčasnih volitev pridemo čim prej. Želim biti zelo jasen. Ker tako preprosto ne gre več naprej. No. Res ne gre. Lahko tudi mi predlagamo, tudi to ni noben problem. Če nihče ne upa tega storiti prav, pa bomo storili mi. Ja, prav, pa bomo tudi to naredili. Če se nihče tega ne upa. No. Čez 5 minut ne. No. Dobro, hvala lepa. Super, hvala.